tele malo tople, ker so bile zraven čaja. Jaz imam še piškotke, evo jih. Imamo karte, imamo za smačkota. Zdaj imam tukaj še smačkota. Jaz lahko malo pošpricam, ker to je sivka in ful lepo diši. A te? Ja, A bi se raj sama, ker to je ne ful mod, da pol, a viš? Ne, ti kar kam tole umaknem, evo. To imam ta prtaš, le. In še po glavi? V redu je. Ana, da. Ful tak prdiši, a ni dobro? Pač pa otvorimo še s tem, ne? Kako je dober za lil. Res. Tako da tole naju bo spotoma še tako spremljalo. Ful lepo. Tako da evo, čin na tele lepe cikle. Točno to, na jesen. Na prihod jeseni. I love it so much. Jaz tudi. Ti tako dobre čajčke delaš. Danes je pa kopriva, pa melisa, pa glog. Ja. Iz gloga sem pa včeraj delala venček. Jaz nikoli nisem venčkov delala pa tega. To itak nekako se mi zdi, da v našem prostoru bolj povezano tako s krščanstvom pa to, a ne pa so pa ti venčki na vratih pa tako. Ampak mi je bilo ful dobro, ker sem zanč poslušala oziroma brala sem nekje, da v tej indijski, bolj hindujski tradiciji, a ne, naj bi bil pa venček v bistvu znak za ženski spolni organ, ko poraja otroka, a ne, kot prehod v bistvu, a ne, zaradi tega, ker tam, ko se okrona, a ne, otrokova glavca, a ne, pač v kroglo pride. Tako da v bistvu ne bi bilo to, kakor tisto nek prehod, kreiranje življenja in tako. In sem res tako, okej, sprejmem. Ful dobra razlaga. Ja. In ja, sej, v bistvu je vse ima neke povezave s temi. Ja. In tudi svetimi deli ženske, a ne? A ne, ko v bistvu drugače pa lahko kot ta cikl, a ne? In je pač cikličnost in je prerojevanje in je pač, a ne, to so tok življenja, a ne, ki se nikdar ne zaključi, a ne? Ja. Tako da, sami dobri pomeni, tako da sem lansko leto, po moje, sem ga prvič naredila in se mi zdi, da je čist drug feeling, ko imaš tisto tako obešen. Prav nekaj tako lepega naredi. A veš, že sam tako pri vhodu v hiško, tako tam tisti lep venček. In sem lahko tako, to je pa vredno imeti. Ja, to se moram tudi jaz lotiti. Ne, res, ko so te stvari, pač ni kar vseeno, ne? Ja. Kako se že zelo hitro s takimi nekimi malimi dejanji pozornosti napolni prostor s tisto vsebino, ki jo želiš imeti noter. In koliko je to res vredno, res dragoceno, da imaš to energijo v prostoru, ki te podpira, ki v bistvu daje tudi neko osnovo za rojevanje tistih vsebin, ki jih ti želiš imeti tam noter. Ja, no se to, v bistvu ta moč namere, ali pa odločitve, to se meni zdi ful pomemben. Pač, da ti ni samo bo kar bo, ampak da ustvarjaš svojo namero, tak prostor želim, da je tukaj. In nekaj naredi za to, simboličnega, ali pa venček, ali pa karkoli. Ja, a ne, pa v bistvu sploh ni važen, kaj zdaj točno narediš. Ja. A veš, ni zdaj nujno, da ne vem, greš zelišča nabrati, pa iz njih, ne vem, narediš recimo en tak pripravek, ker je iskal za neko očiščenje pa to. A ne, če ti je blizu, ne vem, naslikati eno sliko, naslikaj sliko. A veš, če ti je blizu, da plešeš, pleši v tem prostoru. A ne, pa bo že to dal
ta energetski naboj, to podlago. Ja. Ja, kakšni so pa tvoji taki priljubljeni rituali? Ja, na vsake toliko časa jaz sigurno tole žajbljem prekadim prostor. Sploh, ko čutim, ne vem, jaz kar čutim, da včasih se toliko stvari nabere v naši družini ali pa v meni, veš, toliko neke teže že in takrat vse odprem in ful imam rada, če recimo tik pred nevihto, ki še popiha skozi, a veš, kaj ta energija, da ti daš še ta element narave, ki že tako sam da, tukaj sem le uporabi me. Ja, in pojď skozi, veš, in to, da popiha skozi, da se ful prelufta in pol to prekadim. Izmeri povem željo, ko ne zapusti prostor, pa ko pokličem noter. To mi recimo nekaj ful lepega. Sam ni, da bi vsak mesec, a ne, pač kadar začutim, to naredim. Drugač, morebiti niti ne, da bi v notranjih prostorih nekaj imela rituale. Jaz pač, tako bi rekla, sodelujem s temi naravnimi ritmi ali pa elementi, ki sem zunaj, ne? Tudi, recimo, veter mi je ful všeč. Ja, in če sem nek zunaj, pa da hodim, pa ful začne veter pihati, jaz zmeri ono reče, daj, preluftaj mi misli, pejt skozi mene, a ne? Ja, tako, ko se mu prav nastaviš, ko pejt skozi mene. Jaz smo tudi tako zmeraj, daj, prečist me. Ja, no to naredim. Tudi recimo včasih sonce, rečem, ne vem, rečem mi da tisto energijo, ki jo rabim, moč, tudi voda, tudi včasih na to tudi potušam naredim, ne? Da rečem vodi, ko ne izplakne z mene. Ful dobro. Ja. Take ful preproste stvari, ampak v resnici ful naravne, no? Ja. Ali pa bosonoga hoja, to je tak. Ja. Ki mi pa spet en stik z zemljo, da začutim svoje telo, pa tudi, da gre iz mene kar, a veš, v zemljo, tisto, kar ne rabim več. Ja. To je v bistvu take, mogoče imam bolj take, kako bi rekla, sodelujem s temi naravnimi elementi, no. Ja, pa letos, no, mi pa ogenj ful v bistvu bliz. Ker smo pa tudi imeli ene dva ženska kroga in pol ogenj zraven. In ta res, ta moč ognja me navdihuje, a veš. Pa ta, to, kako res transformira, kako v bistvu lahko uniči stvar, a ne? Kako je to res močen element. Lahko ti pa pomaga nekaj transformirati. To se meni zdi tako zanimivo, veš, ka ljudje dostikrat ne verjamejo, da te stvari delujejo, ne? Ampak če pogledaš skozi praktično vse kulture, ki so kadarkoli obstajale, razen mogoče zdaj današnja, ker je pač dosti odtujena od vsega naravnega, ne? So v bistvu pri vseh nekih obredih, pol, ko so, ne vem, podali neko namero ali pa za podporo kakršnihkoli vsebin pravzaprav v svojem življenju ali pa v skupnem življenju so uporabljali ravno te elementarne sile, a ne. Zaradi tega, ker so se pač zavedali, da, a ne, to so tiste transformativne sile, to so tiste sile, ki gradijo vse skupaj, a ne. Pač brez te baze nimaš ničesar drugega, a ne. In so tudi nekako se zavedali, kako jih uporabljati, a ne, voda kot neka pretočnost, kot tista čustva, ki se gibajo ves čas, kot nekaj tistega zelo subtilnega, globokega. Pa naprimer ogenj res ta transformator, ki pač skur. Ja. Pač v nič do
do tiste neke osnove, da res lahko čist na sveže pride nekaj novega. Potem meni je ful všeč tudi v bistvu ta dim, a ne recimo pri teh obredih, ki se dimi nekaj. Pač so se tudi zavedali, da mislim, so tudi to simboliko so zelo razumeli. Recimo dim je tak res zelo nesnoven in izpuhti v nič. In zaradi tega je bil ta komunikator med tem in onim svetom. In je prenašal sporočila. Recimo zaradi tega jih imaš naprimer pri obredu te indijanske potilnice. Vedno ti predimaš tudi človeka, recimo, ki noter pride, da se očisti na različnih teh ne samo na fizičnem nivoju, ampak pač tudi tisto psihično, čustveno, tudi na tistih bolj subtilnih nivojih. Poleg tega se je pa delali dostikrat tako, lahko imaš mošnjičke, predvsem oni delajo s tobakom, ker je tobak res sveta rastlina, in so lahko ti mošnjički ali pa tista pač malo bolj v pop kulturi tudi poznana, ta pipa miru, ki je pač povezovala ljudi med sabo, ko je krožila, ampak imaš recimo ta mošnjiček, imaš noter zelišča in se lahko v ta mošnjiček da neko namero. Zdaj odvisno, kakšna namera je tudi za posamezno potilnico ali pa posamezni obred ali pa krog v potilnici, ker to je ponavadi več krogov. In ljudje lahko noter dajo ali namero za nekaj, da se jim uresniči, ali za neko zdravljenje ali karkoli. In ko se to zažge, se s tem pač prenese to sporočilo v tisto enost, v stvarstvo, kakorkoli že temu rečeš. Ker je pač ta sel, ki gre od tukaj v tisto neko večnost, v druge dimenzije. A veš, in pač to so sile, ki ustvarjajo ta svet, so sile, ki so brezpogojno tudi v nas, nas povezujejo s tem svetom, nas umeščajo v ta prostor in so naši soustvarjalci in so nam tukaj lahko tudi za pomoč, lahko so naši sodelavci in to zavedanje, da smo tukaj skupaj, da soustvarjamo, je res eno tako temeljno zavedanje po moje, ki bi ga morali imeti. Ja, pa ker se mi zdi, to je res tako ful naravno, ampak pride šele, ker začneš ta balast odstranjevati iz življenja, se mi zdi. Mislim, ko se odučiš tistega, kar si bil naučen. Kar misliš, da je res nujno potreben imeti v življenju. Mislim, meni recimo letos od poletja mi ful ostalo spominu, ful lep dogodek, mislim, tak čist simpel dogodek, ker smo jaz, pa moj mož, pa hčerkici odzunaj tudi zakurili ogenj in smo si naredili zunaj večerjo. In smo kar tam zunaj sedeli in kar, in počas je pač sonce zahajalo in tiste barve neba so se spreminjale. Tok simpel. Samo odzunaj smo sedeli, samo ogenj smo imeli, pa jedli smo in meni je bilo tako, odstranili smo pač tiste 4 stene in tam za mizo sedeti in smo se v čisto eno prvinsko obliko usedeli tam na tla, vsi smo bili umazani, ampak toliko mi je bilo dobro, no. In sem si rekla res, kolikrat je, da je prav treba odstraniti to, kar, to, kar imamo in je ful potreben imeti. Tam nek šporget in taka vrhunska večerica in mislim, koliko je bilo v bistvu ful preprosto samo sedeti in koliko smo bili vsi fajn. In jaz sem imela ful apetit in jaz bi lahko kar tam jedla in sem tako uživala. In tudi to, da to je ful pomemben, da kdaj, tudi telo doživi to zahajanje sonca, ker se hormoni na to uravnajo. Takrat kar naravno malo bolj zaspan rataš in če bi to ujel, da bi šel res tistim spat, po moje ne bi imel nobenih problemov s spanjem pa s temi zadevami. Hormoni bi pač normalno delovali. Res toliko preprosta stvar, pa na tolikih nivojih ti je tako wow. In sem si prav rekla, res, to bi mogli večkrat in postopoma se nekako vračati v en ta ful preprost prvinski življenje.
včeraj recimo sem stopila ven, kaj je bila že tema. Nekaj sem ven nesla in sem videla tako med drevesi, ful zvezde, pa sem pa tako stopila, da so se krošnja umaknile in tako, koliko zvezd je, Veš, koliko jih je bilo, zdaj še mlaja, ne? Ja, pa se ful vidi. Ja, in je pa temno nebo in vse ven zažarijo in prav vidiš tako v bistvu kot meglico, a veš, sploh tam, kaj je ta rimska cesta, ne? Kaj je vse tako drobnimi zvezdicami posuto, da je že kar meglica in meni je že od nekdaj mi tako zanimivo to, različen izraz zavesti po dnev pa po noč. A ne, po dnevi imaš sonce, ki je eno in nas ful postavi v ta naš jaz. A ne, takrat si res v svojih mislih, v svojem delovanju, v svojem tem nekem lastnem zavedanju, v temu jazu, a ne. Pol pa pride noč in pride čist druga energija in pride tist globoki mir in tišina in pride mnogo zvezd. In je ta enost. A veš, ker po noči res nimaš toliko tega izrazitega zavedanja sebe. Ampak imaš, mislim, da že kar spontano to neko globjo povezanost s tem brezmejnim, a ne, s temi neskončnimi svetovi in s to res enostjo, s to povezanostjo. Vsako stvar, ki mi jo je kdaj ratalo v življenju narediti, ali pa vsaka lepa stvar, ki se mi je zgodila, nikoli nisem čist sama prišla do tiste stvari. Zmeraj je bilo en kup ljudi zadaj, ki so morda čisto slučajno nekaj naredili, ali pa so mi ful pomagali, ali pa me je z enim stavkom nekam usmeril. In ta občutek, da si res v eni živi mreži ljudi, je pol nekaj, kar te naredi pač na en tak zdrav način skromnega. In je v bistvu tudi ta svetost življenja. Se takrat pokaže, ker se ti zaveš, da nisi sam nek bog, vse namogočen, ampak da si res v mreži in da rabiš ljudi in da je to ful lepo, da v bistvu lahko tako sodelujemo. In karkoli jaz rečem, na enega vpliva in karkoli drug reče, name vpliva. In si lahko tukaj ful pomagamo, da nam je vsem boljš. In pa mislim, da je pa potem od tukaj pa še ena sfera, ko se pa zavemo, da v bistvu niti samo ljudje nismo, ampak je okrog nas še od vidnega do nevidnega sveta. Da imamo zmeraj eno duhovno pomoč. Odnos z duhovnim je pač nekaj, kar je treba vsak dan negovati. In ga tudi na vsake toliko časa zgubim. In tudi pozabim, in tudi lahko v glavi že rečem, saj sem imam vodstvo, ampak ga ne čutim. In se mi tudi zgodi, da to pač malo prekinem, ampak pol spet nazaj. Daj samo morbiti začutim, tako kot si ti rekla, nek glas v sebi, ki mi pove, kaj je prav, ali pa ki mi reče samo tole, se bo vse v redu, ampak ga res začutim. In takrat, ko ti to slišiš, takrat se umiriš, ker veš, da je to res to, no. Meni je že sam to, recimo, mi ful pomeni. Je pa res, no, to mi ful pomemben, da ta odnos negujem z duhovnim, da se spomnim na to, da nekaj naredim in se mi zdi, da ženske sploh lahko duhovnost še posebej skozi svoje telo v bistvu čutimo. In meni recimo ob lepi glasbi, ki delam neke raztezne vaje, naprimer, meni je to ful stik z duhovnim. In skozi užitek in skozi to, da plešem. Ta užitek, a ne? Ker ni samo kje si zdaj Bog, mislim, a ne? Sam preko tega se ful velikrat ful zakrčimo, a veš, ker to je spet tako nek zelo mentalen proces, a ne? A veš, če pa ta užitek se pa spontano odpreš. In ko si odprt, lahko steče skozi tebe. Točno to. A veš, ker se ne počutiš nekaj ogroženega, ampak je tisto, tukaj sem. Lej, naj se zgodi, pa naj se jaz zgodim.
Ja, oziroma takrat si tako dober, da se avtomatsko samo dogaja. Ja. In je to tako organski proces. Ja. A veš, to je dejansko tisto neko oživljanje življenja. Ja. A veš, vsi življenje ne razmišlja čak, zdaj bi pa lahko neka nova smreka zrasla. Pač ne, smreka zraste. Ja. A veš, zaradi tega, ker je čist znotraj njenega zapisa, pa znotraj nekega celotnega zapisa, je, da ta smreka zraste. Ja, ja. A veš, in je to, in je uresničenje. Ja. In ja, jaz mislim, da ženske mogoče še bolj, ker smo toliko v tej neki naravni cikličnosti in te, a veš, in ker v končni fazi imamo, ne vem, reproduktivne organe, ki dejansko, v katerih lahko zraste človek, a veš? Ja. A veš, ker smo toliko res v teh zelo zemeljskih procesih. Ja. Ti naravni ritmi, ali pa to nam je ful bliz, se mi zdi. A ne, ker v končni fazi pač menstruacijo imaš vsak mesec, ne? In to je zelo zemeljski proces. Obenem pa zelo duhoven proces. Ja. A veš, proces, ki te lahko takole vrže v res spremenjena stanja zavesti. Jaz včasih kakšne stvari, ki jih čutim pri menstruaciji, tako res wow, kaj bila zdajle na ne vem katerih drogah. Enako, čistem. Mislim, enkrat sem tako ležala res dopoldne z menstruacijo in pa smo gledali po tamale v vrtec in jaz sem bila še čisto v svojem svetu. In tam me ena mamica nekaj začne spraševati, jaz sploh nisem vedela, kako odgovarjam. Jaz sem bila tako, sorry, zdajle sem izpadla zadeta. Ampak dejansko, ženske imamo to sposobnost. Ja, in je to res tako pač naravno prisotno znotraj nas. Ja. A ne, pa si tukaj, se ne želim jaz zdaj neki ful ločevanje na biološke spole in ne vem koga, ampak pač dejstvo je, da imamo neko fizično telo, ki ima določene organe, ki posledično imajo določene hormone. Hormoni so itak, meni je ful dobra misel mi bila, da hormoni na fizični ravni so to, kar so čakre na duhovni ravni. A ne? In v bistvu so nekaj zelo subtilnega, ki nas uravnava tudi z nekimi lahko nevidnimi silami. A ne? In pač se nam na podlagi naše biološke zasnove se nam tudi odvijajo na določen način. Ja. In to je okej, pač življenje je tako sestavljalo. In tako, kakor ne vem, smreka naonkoli začela delovati kakor neka rožica, pač tudi mi imamo neko pogojeno, fizično pogojeno delovanje. Ja. In se mi zdi tako najbolj smiselno, da predvsem spoznavaš to neko zasnovo, ki ti je že tako dana. Zdaj, to se lahko pa odraža na tisoč in en način. Ja, ja. Sam pač imaš znotraj pa svojih to, meja imaš to in ja. Ja. In življenje je verjetno že vedelo, zakaj te je naredil točno takega, kakršen si. Ja. Ni te naredil napačnega. Ja. Življenje nikdar ni naredil napačnega. Dotaknila užitka. Šukra je v hindujski tradiciji je božanstvo Venera. To je božanstvo izobilja, umetnosti, lepote, vsega tistega in tudi spolnosti. Po tej liniji imaš ti nekaj poti duhovnega razvoja. In ena izmed poti je šukrina pot. In ta pot je ena izmed absolutno najhitrejših duhovnih poti razvoja. Najhitreje v bistvu lahko prideš do nekega razsvetljenja, obenem je pa lahko najbolj pogubna. Zaradi tega, ker ta užitek te lahko toliko odpre, da ti lahko v trenutku prideš res do unga razsvetljenja, veš. Aha, ja. Tadam. Ja. Ampak obenem pa zaradi tega, ker je to najbolj tak užitkarski način lahko, skozi lepo, skozi umetnost, skozi spolnost, vse te zadeve, ki so nam prijetne, ki nas že tako naravno privlačijo, je pa lahko obenem tudi tista, ki te pa najhitreje
dol vrže nazaj v tisto najbolj basic, to zemeljsko razvratno, ali kako ne rečem. Ja, past je lahko, ali pa tudi odvisnosti, recimo. Ja, dejansko, odvisnosti so večinoma v domeni šukre. Pa recimo, naprimer tudi te umetniki, kakšni glasbeniki pa to, zakaj je toliko odvisnosti in teh stvari v tem svetu, popa, pa tega. Ravno zaradi tega, ker je to v bistvu isto območje. Ja, sem drugi pol, Ja, povsod pa imaš ta nek temačni pa svetli pol. Ja, tako da je pa to res tisti največji potencial. No, v bistvu je ravno to ena izmed najbolj tragičnih stvari v naši kulturi, da ravno te najbolj prvinske stvari, najbolj polne užitka, nekega prvobitnega samoizražanja, smo mi dali pod umazano, pod nezaželeno, pod prepovedano, pod sram in strah. Vse to pač z določenim namenom. Itak, ko imaš ljudi v sramu in strahu, lahko z njimi delaš marsikaj. Priti imaš vse, zaradi tega, ker niso v svoji polnosti, v svojem centru. In zaradi tega je toliko pomembno, da si začnemo to spet odpirati, se podpirati v tem. Da se v polnosti izražaš ravno skozi te najbolj polne stvari. Ker to je žmoht. Recimo, ne vem, spolnost. To je žmoht. A veš? Pa to mora biti popolna odprtost, da lahko res pride do tiste polne povezanosti. In pač tudi do tistega polnega doživetja. In sploh, veš, koliko je to za ženske pomembno. Itak. Ja. Ampak, a ni to v bistvu noro, da smo mi smo tukaj na svetu, ki je zgrajen na način, da so najbolj svete stvari, najbolj take polne in tiste v užitek, v lepota, navdih. A veš, no? Tako da res v bistvu nam že sam ta svet nam ves čas nam daje to. Dejte ljudje, dejte se odpreti, pa dejte se imeti lepo, pa dejte se imeti radi, pa dejte si pomagati med sabo, pa, a veš? V končni fazi mi smo tako zvezani, da ko pomagaš nekomu drugmu, ti največje zadoščenje čutiš. To smo mi tako narejeni, takrat se ti sprožijo najlepši hormoni, ki tebi dajo reward, tisto nagradico, veš, da se ti lepo počutiš, ker si nekoga drugega podprl, pa pomagal, pa mu nekaj omogočil. Tako, dejmo! Možnosti je ful. Ja, a veš. Moj užitek.